Dobrodošli v jubilejni 20. epizodi AS podcasta. Prišel je čas za to epizodo, v kateri bomo izvedeli marsikaj zanimivega. Tudi to, kateri šport je šport. V svoji družbi pozdravljam svojega koalicijskega partnerja, Tine Zupan, dobrodošel. Denis, lepo pozdravljen. Primoran pa sem pozdraviti tudi opozicijo, Luka Štucin, Tilen Lamut, dobrodošla. Lep pozdrav. Živijo. Aha. Ja, opozicija, ne? Bomo takoj že začeli z diskreditiranjem. Da damo nivo, to prav, debati. Denis, kako si? Ti si Denis Šme, ne, voditelj našega podcasta. Jaz sem Denis Šme, sem povezovalec. Bomo videli, če mu tudi potrebno miriti strasti. Ampak ja, kako ste fantje? Dobro. Božično novoletno, se veš. Kaj bi to pomenilo? Ja, da bomo še več delali, ne? V našem fohu to pomeni dejansko. Tako da medtem, ko drugi počivajo, mi se ogrevamo z resne zadeve. Prihaja Boxing Day, prihaja NBA, Božič. Tilen, tvoja nogometna ekipa blesti v zadnjem času? Absolutno. Z veseljem. Razen včeraj, ki si ti komentiral. Ne? Aha, hočeš reči, da sem jaz tisti, ja, ne vem. A si že kako tekmo včeraj si delal letos? Sem. In? Rezultati? Zelo, zelo dobro vplivam na Četo Enca Mareske. Na Četo. V tistem comebacku proti Tottenhamu sem bil zraven. Tako da, ampak to so te tekme, ki jih morate dobiti na Evertonu, gosteh, Tine, to je pač tekma, ki se, če hočeš biti zraven Liverpoola, ne, moraš... Veš, kako je to, ne? Vedno, to je zdaj taka ekipa, ki vedno, ko bo mogla, ne bo, ne? V tem trenutku. Verjetno to je del neke rasti, se pravi šansa, da skočiš na prvo mesto, daš pritisk na Liverpool, ki igra za tabo, si kiksnul zdaj vsem pa. Torej si pravkar izrazil nezaupnico Chelsea. Ne, a v boju za naslov? Ja. Pa to še Mareska izrazil skozi, kdo sem jaz, da bi njemu kontriral. Pa, lej, mislim, da jaz bi realno tle sicer rekel, da je Chelsea presegel vsa pričakovanja, to so se s Tilnom tudi prej v maskiranju strinjala. Tako da on je zelo zadovoljen. Tudi če vse izgubijo do konca sezone, je vse presegal njegova pričakovanja. Jaz pa mislim, da Liverpool Arsenal sta trenutno nekako najbolj kredibilna v tem boju, kakorkoli že točke stojijo. Tvoji favoriti? Kje? V badmintonu. Ja, v badmintonu lažje povem, po mojem. A ja, noga moram dati dol. Prvi odgovor pa noga čez. Noga gor. Takole moram biti. Ja, ne, Liverpool, ne. Moje srce je rdeče, ne, tako in drugače. Seksi. Ja, od Stevena Gerrarda dalje. V bistvu je Liverpool moj klub, recimo, no. Prej je bil pa... Generalno v fuzbalu? Ne, generalno v fuzbalu je bil prej NK Ločan. To moramo vedeti, ne. Zakaj pa prej je bil? Prej je bil, ampak pol, ker sem pa malo na TV-ju začel spremljati, je bil pa v bistvu kar Liverpool, no, tako vedno mi je bil najbolj pri srcu. A se pravi, prisotnost NK Ločana, odsotnost na televiziji, ne prisotnost na televiziji, bi se vplivala na tvojo pripadnost? Če bi Jan Oblak in druščina takrat igrali, ne, pa delali veliko ekipo, bi najbrž srce še vedno bilo. Mnogi ljudje ne vejo, ne, da je Luka naturalizirani žabar, ne, da ja, ima škofjeloško preteklost, poreklo, ja, kar seveda ne bi sodili po njegovem naglasu, ne. Ker se je... Se lahko pa gori. Asimiliral se je. Greš domov, ne? Kako govoriš, ko greš domov? V bistvu zdaj sem se toliko asimiliral kot žabar, da ne moram več preklopiti. Čas je pa bilo tako, ne vem, sem imel telefon, nekdo iz Ljubljane, sem govoril pač ljubljansko, žabarsko, pol sem pa srečal kolega, pa je bilo, koliko idej, žohar, kaj idej, ta star. Tako, ne, bolj ker škofjeloške narečje oziroma govorimo, imamo kar trdo narečje. No, tako. Eni pravijo, da celo bolj ka Kranjčani ali pa Kranjskogorci. A Velenjsko je tudi trdo ali kako se njega... Velenjsko pa vsi vemo, da je največ mehkih čajev noter. Iz Velenja izhaja znameniti rek, kam imaš to trdo, ne? Ja, kam imaš to trdo? Torba je tukaj. Mislim, da ti vse opletene tam verjetno osebno poznaš, ne? Ampak, da veš, vidiš, vida pa nista uspela izbrusati teh, koliko dolgo moramo Šmekija v Ljubljani, da ga bomo spremenili
Ja, po mojem, še ne 5 let, 6 boš rabo televizijskega nastopanja. Pa te bo Luka še navad 202 poslal, da te smilijo. Še škoda, ker ni več pokojne Ajde Kalan, tja bi te še poslal. Za Lamuta je pa pač, veš kako je, ne. On je pa moj košarkarski brat, ne. Pa ne morem toliko na oštro z njim, kaj s tabo. No, Z mene pa ne gazi. Ti bo njegov projekt. Ampak pri tebi sem tilno opazil, da tudi imate k. To je drugač avtohtono velensko oziroma koroško. Mi imamo vse te okrešave, zk. Ja, Dobro, zak mi nimamo, no ta je že huda. Zakaj? Ja, mi ful krajšamo te... Koroščina, velenščina je to, ne? A nimate časa? Mi isto govorimo. Jaz sem eno sodelovko, ko je bila iz Velenja, pa smo tako, to je ista govorica, kot pri nas. Mislim, mi nimamo dvojine in tak dalje, ne, še druge posebnosti, ampak te okrešave so pa... Nas dva smo šli, ne. Ne, mi dva. Mi dva smo šli. Nas dva smo, to je velenščina, drugače, to si za me. Grozen. Mene ker vsakeč, ko gremo kam skapa, veš, nas dva smo šli, Mi dva. Mi dva smo šli. Mi je pa všeč, ko se trudiš po naše, ne, po belokranjsko. A veš, da belokranjski dialekt je pa edini, ki mi res ne gre. Belokranjski. A tudi Prekmur znaš? A tako da ti ni všeč, Malo ali to ne gre? to so Mađari. To so oni severni Hrvati praktično. Ok, nehimo podcast. Mislim, da smo naredili že preveč politične škode. Neko afero. Folk pričakuje debate o basketu pa fuzbalu, zdaj pa dialekti. Danes pa ne. Ampak, kaj si rekel na Koločan, ne? Jaz sem dobil ekskluzivno informacijo, ti Štocina boljš poznaš, pa ne vem, če imaš to informacijo, Štocinove prve kopačke, oziroma kopačke iz njegovega prime time, jaz sem se prav izrazil. Mislim, moj prime time je bil točno un let, ko sem treniral fuzbal, ker to je bilo to. No, se pravi začetki / prime time. No. V kakih kopačkah bi videla Luko Štocina, glede na njegovo konstitucijo, glede na njegovo konstitucijo. Otrok je bil ne vem, no, v kakšne kopačke bi ga dala? Jaz mislim, kar take za golfa, veš, da je tako ekstra eleganten, ne? Eleganten. Da kar drsi, vse kje je nek levi, desni bek, ne, kam ga damo. Čakaj, to še pridemo do pozicije. Super, čujem. Pa jaz bi rekel, a bi ga videl v vaporkah, stari? Veš, kjer so vaporke? Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, to so ne. Jaz mislim, da je Luka model, ki je v tistem času, ne, tu je bilo... To so bila 90-ta, začetek 90-ih. To ni bilo zlatih kopačk in tako naprej. Pristaš ene klasike, črne kopačke od Adidasa Kopa Mundial. In bele Adidas črte, ne. Stari, nekaj, kar jaz v lifeu ne bi kupil. Zelo dobrega poznaš, zadev si barvo, ampak... Ne pa proizvajalca. Ni bil pač ta nemški pridih, ga ni zaznamoval. Mal italijanski šmek Loto. Loto, bravo. Loto s takim jezikom. Ja. Črne cele. Ne, pa rdeče je bil Loto. Ne, ogabne kopačke. Grozno. Sam takrat ni bilo to, a si takrat lahko kupil, si imel ful izbire, nisi, ne? Ne. Mislim, takrat je bilo tako, ti si šel... kot nekdo, ki ni odraščal v Ljubljani, ti si šel v Ljubljano v eno in edino trgovino, ki so kopačke prodajali, ne? Zakaj ni šel v Trbiš, na primer? Tam smo bolj kosilnice, pa pravne stroje, pa kavbojke nosili domov. Je v Italiji hodil, ne? Po kavo bo pa še loteke na usput nabav. Ne, to je bila pač edina trgovina in pač to je bilo to. Mogel si pa imeti kopačke, ne? Lahko si pa tudi v Prašku domov, ne? To je pa tudi alternativna možnost. Kaj pa pozicija njegova igralna? Pač meni je, glede na to, da je levičar, to je klasični levi bek, stari. Meča, tašna, niže rasti, učbeniško. Hiter, se pravi, definicija levega beka. Ponavljanja. Možnost ponavljanja. Nekoč, včasih. Pa ne v šoli to vemo. Stari tip je bil desno krilo. Aha, na noter je šel kar Roben. Tip je bil Roben za škofjeloško tržišče. Ampak ni imel te mehkobe, da na not pa pač njegova glavna vrlina je bila žoga mimo branilca in šprint. Yep. To je ta priljubljen dribling v letih V odraščanja. Sunday ligah, ja. Ali pa v Nekaločanu. Ko veš, da si kanček hitrejši in pač to izkoristiš, ne? Čakaj, in Kje se je trener Lotrič, ko sem tako dobro igral na desnem krilu, mi je rekel, pejt center fora igrati.
Jaz pa nisem imel blage, kaj pomeni center for. In sem se mu vračal v obrambo in je tip zgubil živce, štocinkva delaš. Ajde, da mi ne mrdneš iz pol kroga in sem mogel se vračati v obrambo, tako da sem na pol krogu stal. Da nisem šel noter, ker sem skozi hodil v obrambo. Nisem razumel, kaj je center for. Žal. Sem pa takoj razumel, kaj je playmaker, pa kaj recimo krilni center, ker to sta pa moje dve košarkarski poziciji. Ampak pustimo. Ja, bolj si bogat, kot je futbol karieri. To je zanemarljivo. Krilni center. Na stara leta. Ker sem dobival na kilaži, se je tudi moja pozicija iz playmakerja. Ja, basketu je tako, da ti lahko začneš, vsak začne kot enka, ne, kot playmaker, ampak pol z leti, s kilami, pa z bistrostjo, ne, napreduješ. In na koncu igraš štirko. Če si res visok, tudi petko, ampak da rečeš štirko. Vsak začne, se pravi, osnovna taktika, ki začnete igrati, je, da ste vsi v zuni, pa si podajate žoge. Okay. Ne, govorimo samo o skillu. Aha, okay. A veš, to je pa balkanska šola, ne? No, ni, da si zdaj ti, da si star 12,95 m, pa te rinejo pod koš, ne? Vsi začnemo kot play in se moraš naučiti podajati. Mislim, vem, da Šmeki me gleda, on je bil vedno defenzivac, ker ni imel miselnih kapacitet za kaj več. Ne? Ti ne pove? Res? Jaz sem slišal od enega priznanega trenerja v mladinskem nogometu, ki mi je rekel, jaz se pa Šmeta spomnim, bil je vezni v kadetskih mladinskih ligah, malo čupce, ne? To je tudi verjeten to je tudi verjetno definiralo njegovo velensko prezenco, ne? Veš, kaj še definira njegovo velensko prezenco? Sorry, to je to več, od njegovih vrhuncev. To se pravi odličen vezist. A si bil holding midfielder? Rekel mi je, pričakoval sem, da bo naredil več v karieri, če je to sploh možno. Ni pa za podcenjevati človeka, ki je igral za Koper, Olimpijo. Se pravi, talent, ki pač ni dosegel, kako... Ampak top, da že takoj drugi atribut je bil čupca, to mi je tako všeč. To ti je bolj pomembno. In ker smo ravno pri čupci, iz zanesljivih podatkov oziroma virov sem izvedel, da je pa Denis Šme v svoji igralski karieri, sicer še ko je bil precej mlajši, imel pa tudi nekaj skupnega z enim legendarnim košarkarjem. In košarkar, ki je recimo v 90-ih, pa predvsem na začetku novega tisočletja zaznamoval modni slog, predvsem svojo frizuro, tetovažami, je bil Allen Iverson. Ne? In naš prijatelj je imel cornrowse, kitke in to na blond poštrihane. Svaka čast. Ja, imamo sliko tega? Stari... Upam, da ne. Upam, da ne, ampak to je bil, ne vem, 8. razred. Zakon. Mi, ki smo malo mlajši, smo imeli 9 let, tako da... Atletska olimpijada, imeli smo nekaj, jaz sem vedel, da bom zmagal skoko v daljino, pa v štafeti 4x100, pa sem bil malo furan, pa sem rekel, si grem jaz narediti kitke. Mogla biti atletska olimpijada, je z novimi kitkami, neurje stari, atletska olimpijada odpada. Fuck, predstavljena za cel teden. Jaz sem mislil, da to za frizuro slabška za olimpijado. Ne, za cel teden, stari, jaz prijem z uno razjebano frizuro na olimpijado, stari, to tok srbi, stari, to takole ne moreš čohati, ker ti gre na razna, ampak to je 2 uri takole mi je delala, stari, Depol, stari, Depol je zdaj to. Nisem imel tok blondne kot on, ampak ja, to je ta generacija, Beckham, Torres, to smo bili, veš. Ja. Ampak zanimivo je, ti skoraj nravsi... Zakaj? Zaradi redkosti lasišča? Ne, tako, ne predstavljam se ti, oziroma, če se te predstavljam, skoraj nravsi se te predstavljam, da si v določeno institucijo. Ne vem, ne zdi se, facialno se mi ne zdiš, da bi lahko kornrose sfural, recimo. Ker Tilen karkoli da nas je, zdaj o frizurah žal ne moramo govoriti. O lasišču bolj malo, ne? Ja, ampak on karkoli da gor, od kape do klobuka, kar vse sfura. Veš, mi smo pa, zate ne vem, ker te nisem videl v številnih opravah, ne? Ampak zase vem, da če si dam, ne vem, nek klobuk gor, jaz gledam, k zapit gorenc nekje, se iz kozovca dol. Veš, tako, on pa, stari, sfura vse, lejte čevlje, stari, sfura. Jaz sem jih zadnjič dal take gor. Shit, ne. Res. Še moja je bila tako, prosim dol, in jih je že začela pakirati, da sva poslala nazaj na
Ampak kaj je ta karakteristika pri Lamutu? Zakaj? Se pravi, Beckham varianta, ne? Beckham za belokranjsko Ta tržišče. zadnji zid, ne? Kaj je tisto, kar mora imeti nekdo, da vse sfura, ne? Šmek, ne. Tebi manjka v bistvu sem k. Šmek je a dajmo, stari, ne. vse on... Njega voli. Ja, zdaj bomo kar tako Ja, dajmo, ne, če smo že vsi. Živ. Pa čakaj malo. Na karizmo. Daj še A enkrat. si, ali kva? Nis. Opa. Na karizmo, ja. Se on sfura po moje, marsikaj modnega lahko. Pa ti ne tudi. Ni mrzel, ne. Ne pa Ja, vse alkohola. Ja, jaz mislim, da eden izmed teh atributov je sama telesna višina. Ne? Ker jaz si ne predstavljam take čevlje in nekoga nižje Nižje ležečega. rasti. Ja, to pač more biti en izmed, Nižje ležečega mi je rekel. en izmed dejavnikov, da pač lahko neke stvari izfuraš. Ne? Ampak frizura tudi? Zakaj Beckham je modna ikona, stari? Irokeza, kitke, trakec, tako uno, tako da Lamut, Prav da na ženo, kljub ne, tem to je. pol Ja, to pa konfura prav vse ženo, zelo. pomemben atribut za njega. On se veliko fotka, veš, kaj je žena fotografinja, ne. Pol vedno more biti. Fotogeničnost absolutno. Ja, Stari, tudi ti njena- bi mogel videti njegove fotke A to za polet. tem govorimo o Beckhamu. Stari. V meni po moje. Ja. Čakaj polet. kaj? Njegove poletne fotke. Pa to je stari Zgoraj brez. to je za pomlad, poletje, katalogi, to je ono srajčka odpeta, klobuček, lepo ono, urejena brada, stari, to je... Po tem podcastu bo šel na 10 milijonov sledilcev. Odkot imaš pa ti te fotke? Stari, mi dva sva stoja zmenjena, da mi kar pošilja. vedno. Provajda. Malo provajda, da vidimo, kaj delaš, ne, na Hvaru in tako naprej. Ja, njena prisotnost definitivno pozitivno vpliva na moje kose oblačil. Ne? Dolgo časa se upiram, ampak pol na eni točki rečem, ok, dajmo probat. In pa gremo. A pa bi rekel, da imaš tako nek svoj slog, ki se ga držiš, tako kot naprimer Vidmar, ki hodi, ki vreča krompirja okoli v nekih širokih oblačilih. A imaš, slediš nekim trendom ali pač to tako? Ne, jaz bi rekel, da absolutno ne sledim trendom. Ne vem, pač pridem v trgovino, če mi je kaj všeč, probam, oblečem in pol Sfuraš. gremo. Ampak a se vidiš tudi v takih supergah, ki jih ima Vse. odgovorni? Vse. Ker namreč to je zelo tak, to je že precej nogometni stil. Edino, Ne? kar ne bi naredil, so te beli štumfi. Pa nimam nič proti belim štumfom, ampak fine hlače, pa imamo tle Kopenhagen patike, ne? In pa imaš bele štumfe, ki bi jih v bistvu tudi za na basket lahko imel. Ne? Da, ampak to je napaka. Sive so bile v pranju. To je Drugače njegov bi dal zaščitni sivega. znak, stari. Pa dobro, a nimaš, Ne, to so dvoje štumfe, ki ima. ja sej, Ne, to so edine sive, ki jih imam. a so loto. Te beli. Ribuk. Nek suši imajo Veš, gori. to je tako product placement za naše domače, zdaj, ko prihajajo te cajti, Tako, ko se tako. darila kupuje. Ne? Se pravi, štus bo dobil ful štumfov, Pa gate rabim, nujno. ti boš dobil kakšne lastne, pa denar. Ampak se pa strinjam, hlače na rob, pa beli frutirasti štumfi. Se strinjam tudi jasno. Vse je v redu, lej, ni. A imamo kamero, ki lahko pokaže. A zdaj pa edinkrat skozi, kad dam takole gor, ne, je narobe, Evo ga, zdaj pa je ne zoom. dam, ne. Daj Tine tova kamera. Ti ne kamera pokaže Čisto ok. štumfe. No. V redu je, no. Za vas podcast je v redu, v studiu ne bi bil tak, ne? Ne. Ko se res ne vidi, kam imaš obuta. Tako. Exactly. Tam se moraš Ampak porediti. on ve, Tako. on ve, to je Le oblečeš se zase, ne za druge. ok. Povej ti svoji ženi to. Kaj sem mi da imela s stilom, še nekaj pripravljen, tako je ne par istočnic, da ne bomo zdaj štirje tipi, ker se bomo O modi pogovarjali. pivu 20 minut že pogovarjali o tem, kaj ima kdo obut in oblečen in o lastnih preparatih in tako naprej. Sva pripravila, Tilen, kva sva pripravila? Jaz sem eno v bistvu Nova, okej. vprašanje za vaju. Madonna. A ste seznanjeni s situacijo v klubu Galeb Jadran? Sem. Kaj meniš? Gre, a zdaj moramo to razložiti? V bistvu, ali- da razložimo, ne? Da. Situacija Galeb Jadran je hrvaški, mislim hrvaški, a ne? Ja. Niže ligaški klub, na drugi strani pa imamo pa Brighton, Brighton. ki je številne podobnosti veljajo, predvsem ko govorimo o grbu teh dveh klubov, ne? In Brighton je dejansko zahteval od hrvaškega, pozor, niže ligaša Galeb Jadran, da spremenijo svoj grb, ker preveč spominja na njihovega. Kako so do tega prišli?
Je pa mislim, da pa me popravi, če se motim, ker je en zaposlen oziroma en pristaš tega kluba Galeb Jadran prosil Brighton za neko denar. donacijo za denar oziroma za, ne vem, drese ali karkoli, ker pač so barvno in po grbu tukaj podobni si, da lahko pofurajo od Brightona zadeve tudi v hrvaški ligi. Ne. Meni se je to zdela bizarna situacija in me zanima vajno mnenje. A bizarno se Brighton ukvarja s tem ali da se zgodi to? Oboje, ampak bolj to, da se Brighton s tem ukvarja. Po mojem je to tako, da če že nekdo na ta način pristopi do tebe, pa to vidiš, ne, je verjetno to neka, bom rekel, splošni bonton patentiranja, ali kako bi temu rekel. Po drugi strani je valjda ridiculous, lahko je pa, zdaj tle je samo vprašanje, ne, kakšen je izvor tega skopiranega grba, ker pač logično je, da skopiran grb, ker je pač identičen, samo z drugačnim imenom, ne. Ali je to pač, moj sin je pa ful dober v Photoshopu, bo on grb naredil, ne, pa je sin je to prinesel, pa so rekel, sin je kralj, kakšen grb je naredil, ne. Ali so pa te naredili grb zato, da bo šli do Brightona pa iskali denar, ne. A si predstavljaš situacijo, da bi dejansko Galeb Jadran prej imel ta grb, kot pa Brighton? To bi bilo noro. Ampak najverjetneje nismo v tej situaciji. Mogoče bi lahko tudi mi skopirali grb od CNN, ne. Od koga? Od CNN, ne. Ja. Pa pišemo njim, da bomo zelo neke sorodnosti in podobnosti, če bi 500 milijard investirali v nas. Ne. Tako da poslovne ideje se tudi rojeva na tem podcastu, vidiš. Je pa to iz mesta Koledinec, Kuzminec. Wow. Galeb Jadran prihaja. Ne? To je definitivno eno izmed bolj nogometnih mest na Jadranu. Slišiš se kot neka moderna destinacija. Ja, ne? definitivno. Škaj, ko smo lih pri nogometnih mestih. Jaz sem zadnjič malo razmišljal, oziroma tudi parkrat smo mi imeli debato v nekem drugem, boljšem podcastu. Bravo. Slabše težko. Ne, hetam se. Smo imeli debato, katero mesto je najbolj basketaško. In mene pa zanima, katero mesto na svetu je najbolj fuzbalersko. Ker jaz mislim, da a veš, vse lahko rečemo Barca ali pa London, ki ima največ klubov, ki so res visok, ne. A tako, ne vem, kaj pa Buenos Aires, a veš pa, kje je najbolj nogometno mesto na svetu? Jaz, če se malo regionalno bolj osredotočim, mislim, da bi zagotovo Okay. trdil Split, stari. Okay, ampak jaz sem rekel, katero je najbolj nogometno mesto na svetu, pa si ti začel, če bi se bolj regionalno. Zdaj pa gremo širše. Okay, Split na našem področju. Na našem področju. Okay. Evropsko gledano, to po mojem moraš definitivno targetirati na manjša mesta. Ne imaš absolutno te mediteranske norce, ala Marseille, ala Napoli. Dortmund je tle sigurno neki o čemer se lahko pogovarjamo, Turki, absolutno, Olympiakos. Je pa res, da tako, ne vem, jaz mislim, da moraš to gledati tudi skozi prizmo, koliko je klub prisoten v mestu, ki ti kje prideš, ne. Rik Split je iz tega ekstremno dober primer, ker ta Hajduk je pač po celem Splitu, ne. Zdaj jaz, recimo, če se vrnem na ta zadnji primer v Pireju, nisem zasledil, da bi pač bili neki masovni grafiti v Olympiakosa posod, ali pa v Atenah, bog ne da, so to po mojem prevelika mesta za neki tazga, isto v Londonu. Ti, če si v centru Londona, sploh ne veš, da fuzbal tam obstaja, ne. Če greš pol po teh takih destinacijah, je drugo. Je pa res, da Liverpool, ne, ima tudi neko zelo specifično prisotnost, predvsem je to mogoče vezan bolj na okolje okoli stadiona, ne. Ampak ima mogoče tudi ta zanimiv, ne vem zdaj vse, kako kategoriziramo to, ne, ampak kar je zanimivo pri tem v Liverpoolu je to, kako je v bistvu to rivalstvo znotraj mesta med Liverpoolom in Evertonom tako zelo družinsko rivalstvo, se pravi ne gre za neko medsebojno agresijo, ne. Recimo primer zdaj zadnjič, ko smo bili, pa se bodo moji kolegi sopotniki tega spomnili, enkrat smo se vozili z Uberjem iz neke destinacije na drugo in zdaj, če razložim Liverpool in načel, ne, ti pa rekel, jaz navijam za Liverpool, moj foter navija za Everton, oba moja brata navijata za Everton, moja žena navija za Liverpool. Pa smo rekli, za koga navija tvoj otrok? Je rekel, najprej je hodil z mano kot mulc na Liverpool, pa z detkom na Everton in je zelo Everton. Se pravi, to ti je familija klasična v Liverpoolu, kar
mogoče tudi nek indikator tega, kako tam jaz živi s futbolom in kako indoktrinira. Ne so pa zihar to, kar je Šmek rekel, te južnoameriške destinacije, po moje tudi nekaj, kar mi toliko ne poznamo, bomo naslednjič Juana Vasleta povabili z nami v studio, da nas bo vse poteptal. Ali pa imaš recimo tam v Egiptu, imaš une Zamalek Al-Ahli, to so tekme, če kdaj gledaš to posnetke po YouTubeu, sem predlagam, da si to pogledajo, to nima veze z ničemer, kar mi lahko v Evropi vidimo in tega je pač na ta način ogromno. Ne. Kaj pa ste v basketu vi pogruntali? V basketu smo se, mislim, da med dvema mestoma odločali, ne? Ampak tako na svetovni ravni, oziroma med tremi, mislim, da. Rekli smo, ok, Evropa, definitivno, Beograd, Atene, pa prestolnica Litve. Vilna, ja. Vilna. Drugače, kakšna Manila, ker na Filipinih je pač ludilo. To je tudi recimo stari Donka govoril, ne, da tam nisi imel sekunde na ulici, da so ti dali mir. Sicer se je tudi pohvalil, da je bil drugi najbolj slaven od drugi najbolj slaven Dončić? Mislim, to ne, ampak da je bil tudi tako, da on pa Luka, ne. On je rekel, sem bil takoj za Luko. Vse, fotke, podpisi, rekel je, da ga je zapestje bolelo od vseh. Saša. Navadil se je življenje svojega otroka. Ne, jaz bi recimo za Evropo bi rekel Beograd, zato ker je pač ta zvezda. Ja, res je, pa pač vsi podrti rekordi po attendance, torej po obiskanosti tekem Partizana, Crvene zvezde. Imamo dve močni, pa zgodovinsko gledano zelo zanimivi ekipi, no, po svoje. Je res, da isto pač imaš v Atenah, je pa res, da pač nam spet niso tako blizu. Ne. Pa mislim, da smo pol takrat izbrali Beograd. Ampak Atene pridejo kar blizu v resnici. Po rušenju rekordov, kar se obiskanosti tiče, je OAKA, ne vem, če je zdaj pred areno beograjsko, ampak se v bistvu malo dajajo, kar se tega tiče. In je ludilo v dvorani tam, pa tudi tukaj. Ne. In spet dva kluba, pa v bistvu je to dobro za evropski basket, je krasna stvar, da imaš dva Euroligaša iz Beograda, ki se v bistvu tekmujeta ne samo na parketu, ampak tudi na tribunah, ker zdaj ti, ko Partizan postavi nek standard z navijanjem, seveda Zvezda ne bo slabša, ne? In ti imaš in koreografije in to se nadgrajuje in v bistvu rezultati sploh niso toliko pomembni, pomembno je tudi, da ti dobiš to bitko zdaj, kdo bo imel več riča na social mediji zaradi koreografije, zaradi sklikov, zaradi česarkoli že. Podobno je pa tudi v Atenah, ne? Da imaš ti močen Olimpijakos, močen Panathinaikos, je to top. Zaradi tega, ker ti privabiš take mase ljudi. Ne? In v Beogradu se zdaj dogaja to, da folk hodi na tekmo in hodi v Beograd zato, da gre na tekmo. Ne? Se pravi, čist turistična znamenitost. Koliko v Angliji, kad ti hodiš zaradi neke kulture, navijanja, navijaštva, ogleda fuzbala, ti priješ v London, ti moraš iti na eno tekmo, če si pač nek športni navdušenc, niti ne nujno fuzbalski navdušenc. In zdaj se isto to v Beogradu dogaja, ne? Ker je to z kulturološkega vidika tak fenomen iti na tekmo, da pač si grejo ljudje to pogledati in iščejo karto in zaradi tega je tudi skozi ponovne. Glih to sem hotel vprašati, kako do kart? V mojih fuzbalskih krogih imaš kakšne variante? Smo se zadnjič rekel, stari, jaz bi raj šel v Beograd na Euroligo, Zvezda Partizan nema veze, kot na El Clasico, ker fuzbalerje driva ta euforija, to, ampak to so vse sezonske karte, so razprodane, pač zdaj, če res nimaš neke hude, jake veze, a je sploh možno priti do kart za Zvezdo ali pa za Partizan domačo tekmo v Euroligi? In kolikrat se ti dogaja, da ti kdo reče, da zrihti? Kar pogosto, ja. Ne, vse klub da pred tekmo, oziroma dan pred tekmo da še nekaj vstopanc v te bokse. Pač tam folk stoji, je pa res, da predvsem Partizankle zadnja leta prednjačima, to je po 11-12 jurjev prodanih sezonskih kart. Mislim, to je v teoriji se neviđeno. Da karto dobiti, ker jih dajo, tako je Luka rekel, v prodajo, v praksi pa je izvedba nakupa veliko težja, kot pa se sliši. Ne? Ker pač teh kart načeloma grejo v prodajo, ampak imajo, mislim, da celo teke imajo sezonsko karto, neko predkupno pravico. Aha, še kupijo. In lahko kupijo, ne vem, še 3 karte vsak
in pol pač oni te karte naprej prodajajo in si na koncu celo pokrijejo investicijo za sezonsko karto. Naprimer, Mislim, najlažje je to, da pač imaš prijatelja iz Beograda, ki se ti postavi v vrsto. Ja. In ki ima po možnosti še sezonsko. Za Partizan ali pa za Ne kličite Lukata in Tina za karte. Tudi mi, da šmekijom ne mora nobene karte zrihtati, Premier Liga ne da se dobiti, tako da tle ste to slišali prvič, ne rabite nas več spraševati. Je pa, to sem pa to bral, kar si zdaj rekel, ta Oasis, zdaj povratna turneja, ki je bilo isto s temi kartami, mislim, na 100 000 milijonkrat večjem skalu, ne, folk je že ure in ure čakal, preden to, da je kliknil, da je šel v te sisteme in pa so čakali tam 1000 let, da niso dobili karte. Ne. Ampak, kaj pa heca, ne, NBA vzdušje, ne, kaj pa je v Ameriki najbolj košarkarsko mesto, to ste zikrat tudi definirali. Jaz bi rekel New York. Ampak New York izključno zaradi tega, ker jaz ne vem, kakšni so fani Islandersov ali pa Rangersov, ker pač hokeja ne spremljam toliko, ne. Vem pa, da so najbolj srboriti, no? Pa da je ta Madison Square Garden pri njih, tam pač se igra hokej in basket, ne? Ampak ta Madison Square Garden je pri njih taka institucija, spet smo, to je spomenik New Yorka, ne? To je, ti imaš tam 4 štuke in v kleti imaš wrestling, v prvem štuku imaš basket, v tretjem štuku imaš operno, ne vem, nek nastop in tako naprej, ne? To je, pri njih je prav res spomenik, ne? In jaz bi rekel, da New York je, kar se navijačev tiče, je najbolj basket mesto, kar se uspehov tiče, pa daleč od tega. Bi pa rekel, da je pa pol najbolj basket mesto, če gledaš še uspehe, sta pa tam pač, je pa to LA zaradi Lakersov ali pa Boston zaradi Celticsov. Ne. Je pa res, da Boston je bolj bejzbolsko mesto, ne. Oni so na te Red Soxe svoje, so noro zapičeni. Po mojem bi isto lahko rekel tudi za New York, ne. To sem li zač bral, moram reči, da sem nekaj googlil, kjer je najbolj popularna New York ekipa. Ne? So Yanki, ne? In so bili dejansko Yanki tako ubedljivo. Ne? Ampak tudi ob dodatku, da imajo Knicks ekstremno zvesto publiko, glede na to, koliko so pač neka šugava. Mislim, Knicks imajo več ali manj pač vse tekme razprodane, plus najdražje vstopnice imajo Knicks. Tako recimo, pa smo spet tam, ne, nimam kart za NBA, ne morem zrihtati. In sem pač enemu kolegu pomagal, on je rekel, jaz sem v New Yorku takrat, pa sem že takoj samo napisal, stari, pa je na Brooklyn, ne iti na Knickse, pa je na Netse. Vidiš, tu prijemo pa do tega, ne? Zakaj bi šel na Brooklyn? Ampak morate reči, da... Zato, da ne daš $400 za karto, pa si v nosebleedih gor v res 200 vrsti, ne? Jaz moram reči, mi, ko smo bili v New Yorku s frendi, smo dobili karto, tako da smo šetali v Madison Square Garden na šalter in smo jo kupali. Ne. Bilo je sicer, ni bilo tako, bili smo jasno najdlje možno, ker mi smo pač tam gledali, sam kokice jedel, pa foam finger je kupal, pa pač basket, ne vem. Nač, pa tudi Knicksi so bili takrat še slabši, kot so zdaj. Ampak, ker te pač fascinira evencijo. Vem pa, da je bilo tako zelo zanimivo, koliko so bili različni rangi cen vstopnic. Ne. Mi smo vzeli pač vstopnico za Clipperse, ki so po moje tako on the road relativno nezanimiva ekipa, zdaj imajo neke zvezde, takrat niti tega, ampak po moje generalno to velja. Vem, da je bilo tako, bil je tudi termin nek tak brezvezen, relativno neki v času kosila pa tako. Ampak mi smo dejansko karto dobili tako, da smo se prošetali kaj in na šalterju kupili karto. Tako kot v starih dobrih časih. Starih dobrih časih. Jaz bi rekel, da ko govorimo o ameriških košarkarskih mestih, ne smemo pozabiti na Chicago, ki je pa mesto, ki ima največ teh street basket, je tam ful popularen. Največ igrišč. Seveda je Jordan ključno k temu pripomogel, ne? Ekipa zdaj že dolgo ni na tej ravni, ki je bila v 90-ih letih, ampak vseeno jaz bi rekel, da Chicago je zelo košarkarsko mesto. Pričemer New York velik del vzame bejzbol, ampak Knicksi so Knicksi zaradi Madison Square Gardena, zaradi njihove zgodovine in v končni fazi tudi vseh nekih škandalov oziroma napačnih odločitev, ki so se tam sprejemale čez leta, pa so v bistvu fenomen ratali zaradi tega. Medtem ko Boston, se pa čist strinjam, je pa mogoče celo na prvem mestu. In zaradi uspehov, števila naslovov, ki jih imajo rekordno cifro, poleg tega ljudje
doživijo za basket tam. Ne. Je zanimivo tudi, da je mogoče najbolj basket mesto v ZDA brez ekipe. In to je Seattle, ki je izgubil ekipo. Zato oni so bili pritegnjeni na basket. Ne? In zdaj, ker ni ekipe, oni skozi, pač, dajmo nazaj ekipo, dajmo nazaj v Seattle. Ne? Regija, kjer je bojda največ košarkarjev, pa zdaj ne vem, ali se tu gleda neki registrirani igralci, ali kaj je Kentucky. Ja, zaradi univerze močno. Fascinantno je to, kako je ta univerzitetni šport tam. Dejansko, zadnjič sem nekaj gledal, da ta March Madness gleda več ljudi, kot NBA Finals. Ja. Kar je čist insane, ampak dobro, to je pač verjetno tako ogromna država, ne, da valjda ti živiš nekje, kar 3 state okoli ni profesionalne ekipe, na katero bi se lahko napopil, še posebej, če imaš pač en priljubljen šport. Ne, pa tudi, veš, ti imaš univerze, pa kampusi, ki imajo po več 10 tisoč ljudi tam in valjda živijo za neki, ne, skupaj. Ja, tam je ta pripadnost se gradi in pomaš ti March Madness tekme, ki se je Final Four organiziral na dejansko fuzbal stadionu, oziroma za ameriški fuzbal stadionu in je gledalo March Madness 60 tisoč ljudi. Kar je nepredstavljivo. To NBA tekma, NBA finale ne poje 60 tisoč ljudi. Sigurno. Dobro, da je čist preveč. Vse imam vprašanje za povezovalec, tega moram... Dajmo povezovalec. Jaz sem še eno stvar. A veš, kaj mi je zanimivo? Če bi se to debato imeli mogoče 20 let nazaj, bi isto mesto na Jadranu ali pa v naši regiji rekli za basket in za fuzbal. Zagreb? Split. Jugosplastika, ne? Pač Split je lahko marsikdo, mislim, po moje najdemo kar nekaj argumentov za to, da je zibelka jugoslovanskega basketa. Ne? Kar je kar zanimivo in škoda, da to več, da ni tako. Šmeki, vprašanje zate. Imam enega, ker smo prej govorili... Da ga malo zbudimo. Vse se je drugače. Ja, čakal sem nas, da presekam, Klakočar Zupančič, da vas cik samo odrežem v pozicijo, stari, da vas... Pak, stari. Izvolite. Najprej mi povej tvoje najljubše moštvo v Ligi NBA. Je? Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers. Dobro. Tle smo si fuzbaleri isti. A res? Okay. Drugo vprašanje, prej Tilen govoril o tem, da ti greš v Beograd kot turist greš na tekmo, ne? Tam so napevi. Vse v bistvu to je za oba vprašanje. Zakaj v Sloveniji, recimo pri reprezentanci, nimamo enega napeva, ki bi ga lahko, razen... A je napev ali napev? Napev. Jaz bi rekel, da je napev, ampak ok. Ne vem. Napeva. V bistvu, če vprašaš nekaj Žabare ali pa Ločana, sta mogoče dve različne. Ja, tako. Zakaj mi nismo sposobni, zakaj mi nimamo te kreativne žilce v sebi, da bi naredili 3-4 himne, kokar se jih... Stari v Angliji tekmujejo, kdo bo naredil boljšo himno. Pri nas je pa, zdaj, ki je bilo Evropsko prvenstvo, svaka čast fantom, eni tamali so se potrudili, pa to za tega Biola, če šustete, da ne, ta levo do, ne. Ja. Dolenčki, pijani Dolenčki. Zakaj nimamo napevov? Zakaj je to toliko nezanimivo? Zakaj smo mi navijaško toliko... Zadržani smo, sramežljivi smo. Prav, jaz bi rekel, da so te napevi bolj klubska finta, ne toliko reprezentančna. Mislim, da to nasplošno v celem kontekstu fuzbala velja, da te klubska navijaška scena pač je neprimerljiva, ker je to pač gre za neko lokal patriotstvo tako drugačno. Tisti velike stvari reprezentančne večino po moje povežejo nekako psihološko skupino na drugačen način. Tudi ne moš ti, ker je tega toliko malo na letni bazi zdaj, da boš razvil tudi neko to kulturo nekega chantinga ali pa napeva. Ker mi imamo recimo, če ti gledaš recimo, ne vem, Olimpijo, Maribor, tle je dosti nekih originalnih stvari. Ne? Mala terasa se je pri Olimpiji ful primla. Je to zdaj napev? Izhaja pa iz basketa, ne? Iz dvorane je to dejansko prišlo. Niste tega zdaj rekel, da je plista. Dobro, Šmelek, ne vrti se vse okoli fuzbala. Dej to ti enkrat, mislim, s temi kramponi že pej iz tega terena. Jaz mislim, da pač Ljubljana ima to specifiko, da ima tudi ekstremno neko kulturno zgodovino šlagerjev, ne? V tem 60-ih, 50-ih časih slovenske popevke in ta jajca. In imaš veliko hej Ljubljančan, ki je to levo, desno, polhanje tega.
Jaz moram osebno reči, da meni Mala terasa sicer ni nek tak posrečen športni napev. Mislim, da bomo predvsej bolj nekih mogočnih pesmi, ki bi lahko na ta način palile. Jasno, to je čist moja osebna preferenca, ampak je mogoče to neka ponarodela pesem, da se je pol na ta način prijela. In jaz sem jo tudi takrat v dvorani doživel, je tako zelo fascinantno, ne. Jaz mislim, da pač vsi klubi neki stremijo k temu, da bi imel svoj nek You'll Never Walk Alone, ne. Da nam zgleda ta Liverpool skozi guramo, to je samo zaradi njega. Ampak je pa zihar to nekaj, kar je presežek v primerjavi, če gledamo zdaj strogo Olimpijo, v primerjavi, kaj je bilo prej, ker nečesa tazga nisi imel, zdaj folk to pograbi ali pa ne. Mislim, da je to ful tudi od nekih narodnostnih karakteristik. Jaz ne vidim nas, pa Skandinavce, pa neke malo bolj take trde otopele, da bi neki se lahko z neko pesem tako močno poistovetili, kot se na Balkanu. Tam Torcida, ki zapoje Dalmatinac, sam to da celega sebe v ta komad. Pri nas je pač Mala terasa, lušno prideš, pa pač posnameš in imaš hud story in je to, ne. Jaz mislim, da se to navezuje tudi na to, da navijaštvo pri nas ni toliko. Mi nimamo navijaštva, mi smo gledalci, ne navijači. Ne, ljudje pridejo na tekmo in se ne pridejo nujno dret, saj ne pride se 20,000 ljudi dret, pride se mogoče 3,000 ljudi. Ok, ampak zdaj pa te isti navijači grejo pa v Stark Areno pa se derejo. Zakaj? Zakaj se pa tle ne? Ne, po moje ne grejo isti, a ne? Mislim, jaz hočem povedati to, da je, naprimer, če daš primer Torcida, ne, naprimer v Splitu ali pa v Beogradu, ti imaš neko bazo ljudi, ki svoje življenje posveti, malo pretiravam, ampak ne ful, temu, da navija za ta klub. In oni se dobesedno identificirajo s tem klubom. Koliko imaš ti ljudi v Ljubljani, ki se identificira z Olimpijo? Malo manj, ne. Malo manj, ne? Sigurno, ne. In iz tega je pol to, da tudi ljudje pridemo gledati, to je tudi razlog, zakaj, naprimer na basket tekmah, če ni uspehov, pa najverjetneje zelo podobno tudi pri fuzbolu, če ni uspehov, tribune niso polne. Ker ti nimaš navijača, ti imaš gledalce, ki pridejo gledati, kaj je zanimivo, kaj se za nekaj igra, kaj je nek uspeh in takrat, kaj je hype. Ko pa hype ni. Je pa res, da jaz mislim, da je to nekaj, kar tu sploh se ti na Zvezdi tudi ne boš imel folka, če ne bo uspehov. Zadnjič sem gledal nek podatek, povprečna gledanost klubov na Balkanu v domačih ligah v letošnji sezoni, mislim, da je Zvezda nekje četrta, ne? Pa vemo, da ima neverjeten doseg tudi večjega kot Hajduk, če smo natančni. Ampak zgenerira ta folk, da ti hodi na Radniški Kragujevac, ne, tle ta ljubezen zelo izostane, tudi pač determinirati nivo tekmovanja, ne. Ti najbolj fascinantno je gledaš ti one Švabe, ne, Švabi prva, druga, tretja, 100. liga, je vse polno, ne. Isto je v basketu. Ja, in to je drugačna kultura navijaštva. Mi mogoče ta Balkan malo preveč subjektivno dojemamo v tem smislu tudi te druge države, ne. Jaz mislim, da je vse to nekako vezano. Kultura nekega tega hodenja na tekme, na vrhunske dogodke, ne, je pri nas pa vezana res strogo na te največje stvari. Sej, recimo, fuzbol, to mogoče slovenska reprezentanca, če se naveže na tvoje osnovno vprašanje, ne, mislim, da je pač največ navijaškega vzdušja izgubila takrat, ko so pač organizirane navijaške skupine nehale voditi navijanje na reprezentanci, ker to je pač v času tistih prvih uspehov, ki je bil Denis še zelo mehen, na prelomu tisočletja so pač, vemo, da so bili Dragonsi tisti, ki so to povezovali, moderirali, vodili in pol, ko so oni pač prišli, da jaz ne poznam zgodbe, ker nisem v tej sceni v nek spor z nogometno zvezo oziroma karkoli je bilo, niso se več tega udeleževali. Imaš pol situacijo, kot smo imeli na prijateljski tekmi s Portugalsko, ki je prišlo 80% folka gledati Ronalda in ne naše reprezentance, ne. Se pravi, ta uspeh, ki smo ga mi imeli pol s temi neverjetnimi obiski trum navijačev v Nemčijo, kjer ti je šla jasno zelo na roko tudi geografska situacija, se ni lih poznal, ok, mi smo začeli reprezentančne tekme razprodajati zdaj s tem naletom proti temu evru, ampak dejansko je pa to stvar, kot je Tilan prej rekel, ko se lahko ekstremno hitro sesuje, veliko hitreje, kot se zgradi, ne. In to zdaj, jaz dostikrat uporabljam izraz amerikanizacijo fuzbola, ne, se dogaja pač na vseh nivojih, ker pač živimo v temu
svetu surovega kapitala in to se pač pozna tudi na največjem športnem dogodku v Sloveniji, kar je vedno tekma pač slovenske nogometne reprezentance, je jasno vse pač posledica tega. Ne. Ko smo že glih pri slovenski nogometni reprezentanci. Boš malo brezalkoholnega hajnika? Ja, dej, no, sej ni mrzo, je pa imamo še kakšne brezalkoholne šote? Ni mrzo, je pa brez alkohola. Dejmo, budi se. Ko je že toplo pivo, ladne žene in Loš Centeršut, ko je že on slavnostni? Kaj je že napel? To je vikar nekdo. To je neka ful. Kaj loše žene, slab Centeršut? Ne, toplo pivo, ladne žene in Loš Centeršut, to je najhujše stvari na Balkanu. Ker smo pri slovenski nogometni reprezentanci, vidva pogovorno delujete tudi v nekih drugih okoljih in za moje pojme, to je čist subjektivno mnenje, je največji uspeh vašega delovanja bil, da ste enkrat verjetno bolj pomotoma, ampak kakorkoli že, našemu selektorju dali en predznak, ki ga je zelo zaznamoval. Še zdaj se rad oprijema na to, malce ste ga tako zbodli in ga je to zaznamovalo, tako ali drugače. Zanima me ozadje tega dodelitve tega naziva in kakšna je bila vaša prvotna konotacija tega PR selektorja. Ne vem, no, če bi rekli temu, da se je po nerodnosti zgodilo. Iskali smo teme za en tak podoben cross podcast, ki ga imamo danes. In se je to pojavilo kot ena od tem, ker smo v eni debati z pivom na mizi pač debatirali o tem, kako vidimo in gledamo na slovenskega selektorja. In sorry Luka, je pač Luka rekel, meni se zdi on kot PR selektor, mogoče pa o tem lahko povpraša ljudi, ki vejo več. Ne? In v bistvu je bilo vprašanje kot tako, če se jaz prav spomnim, dost nedolžno postavljeno, bolj kot, a je ali ni, da mi ti povej, meni se včasih zdi, da je, ne, se je pa pol to kar prijelo, pa zdaj bi poprašal vaju, ne, na tej točki bi vrnil vprašanje, a je dejansko bilo to prvič, ko je Matjaž Kek slišal za to opasko? Ja. Ampak prav v tem podcastu. Tekmi, pod eni izmed tekem je novinarju, ki je bil v tem za vašem omizju, vrnil, češ, ja, če sem za to PR selektor, zaradi tega PR selektor, potem ok. Se pravi, ampak on je to vzel z negativnim predznakom. Ja. Mene pa zanima, kakšna je bila vaša teza oziroma kakšno konotacijo ste vi dali temu? A je lahko to pohvala? Tako je bilo v bistvu. Jaz sem to enkrat prebral na fantastično in zelo fantastično zapisanih in dolgih postih nekdanjega vodje Dragonsov, Gizaha da Funka. In je on napisal, Kek je PR selektor. Neki, pač on ima itak takšne in drugačne eskapade pol v globočino te zadeve in meni oziroma nam se je to zdela zanimiva istočnica za fuzbalerje. Jaz toliko malo spremljam fuzbal, veliko ga spremljam, ampak ga ne spremljam v takšnem smislu, da bi jaz pa zdaj vedel, kako pa Kek taktično postavlja. Ne poslušam izjav Keka, oziroma pred, ne vem, kakšno tekmo, če se pojavi, poslušam. Ne? Jaz, konec koncev je bilo to vprašanje za nogometno. Ampak ampak konotacija je bila, v bistvu sploh ni bilo, to je bilo vprašanje, a je on, slišali smo od, ne vem, nekoga tam, da je on PR selektor. A je to res? In obenem dal tudi stočnico, da valjda, če si ti dober selektor, pa če hočeš biti selektor, ki se v redu razume tudi z mediji, pa ja, moraš biti malo PR selektor. Vsak selektor, oziroma vsakem trenerju je malo PR-ovca. Zdaj si ti predstavljali, da ne vem, je nek trener, ki ima niti malo feelinga za medije. Stari, to dobiš, sometimes may be good, da sometimes take izjave dobiš, ne? Ja, drugače ga tu za ful dobro zgodbo dela s Hajdukom. Definitivno, ampak njega so tudi mogli naučiti, ne? Tako da to sploh ni bilo negativno mišljeno. To je bilo pač vprašanje, a je, a ni? Zdaj mi pa vidva povejte, a je, a ni. Jaz mislim, da je to lahko tudi velika pohvala, ne? Ja. In kar loči tukaj pohvalo od kritike je pa to,
kakšni so uspehi. Ne? In če zdaj govorimo dotično o Matjažu Keku, jaz mislim, da navedbe PR selektor ne moreš jemati kot negativno, oziroma ni prav, da se jemlje negativno, zato ker je on dokazal z slovensko reprezentanco, z Rijeko, se pravi na klubskem in reprezentančnem nivoju, da je sposoben posegati po zgodovinsko dobrih rezultatih z ekipami, ki jih vodi. Poleg tega je pa ta PR komponenta, se pa navezuje na to, da si ti sposoben, on je dober govorc. On zna se izmakniti vprašanju, zna podati svoje sporočilo, to, kar hoče on povedati, ne glede na to, kako je vprašanje. Ne? Se pravi, neke, dajmo reči, PR-ovske, pa PR-ovsko se velikrat razume kot negativno, pa ni mišljeno kot negativno. In to moram poudariti. Le zakaj moraš to poudariti? In jaz mislim, da je to velika prednost. In danes v dobrih klubih, pa jaz mislim, da to vidimo povsod po Evropi, v klubih, reprezentancah, če imaš ti trenerja oziroma selektorja, ki je sposoben, menadžerja, nastopati in zaščititi ekipo, ko je to treba, ali pa nagaziti ekipo, ko je to treba, pa zbrati momente, kako in kdaj to narediti, to je odlika najboljših menadžerov, po moje. Ne? Jaz sem sam sebe ujel v situaciji, ko se je Keka čakalo po izjavi, za izjavo po eni tekmi in jaz sem počakal, ker sem želel slišati njegovo izjavo. Na drugi strani, če se vrnemo spet na košarko, jaz Sekuliča ne bi čakal po izjavi po debaklu s Portugalsko. Zakaj? Zato, ker te ne zanima basket. Ne. Me zanima Sekulič. Zato, ker Sekulič ni PR selektor. Jaz mislim, da je to logično. Ker Sekulič je selektor brez... Sploh selektor. Je. Sekulič je izključno samo selektor. Razumeš, on nima tega, on nima Keka v sebi. On ni persona. On reče, jaz ne spremljam medijev, ne vem, kaj se o meni piše. Kako lahko to selektor naredi? Sekulič ni persona. Kek pa je persona. On je človek, ki je mogoče prvo ime te reprezentance. Za marsikoga. Ali pa eno izmed ključnih imen te reprezentance. Če ti narediš grafiko slovenske fuzbal repke, boš dal kaj? Faca bo gor, ja. Šeško, Oblak, Kek. Kek. Mislim, se to gledaš, s kom bi najraje naredil intervju? In stakle, Šeško, Oblak, Kek, takole. V basketu? Jaz bi rekel, da je mogoče to, pa to se bo mogoče zdaj spet narobe slišal, kot PR selektor, da je to na nek način, kako uspešno on manipulira z mediji, pri nas tudi odraz zelo medijske krajine v Sloveniji, no? Kjer je zelo nekritična, zelo, spet ga rekel, nerazgledana, ne razume materije, ne razume konteksta. Mi smo bili reprezentanca, ki je veliko naredila glede na izhodišče na Evropskem prvenstvu. Realno smo imeli v nekem širšem kontekstu po statističnih parametrih najbolj negledljivo igro na Evropskem prvenstvu. In mi smo po izpadu proti Portugalski, kakršenkoli je že bil, mi smo bili samo heroji, junaki, mi ne moramo narediti nič narobe in to je tudi mogoče problem tega nekega slovenskega razmišljanja, da smo neki revčki, mehni in vse, kar naredimo izven neke osnove, je že zelo veliko. Pa ne pravim, da pač seveda to ni bil neverjeten dosežek, jaz sem bil tudi v Münchnu, v Transu in vse to ni debate, te ponese pač ta nacionalna komponenta, ampak izven tega je pa jaz mislim, da Matjaž nekaj relativno brez težav obvladuje to slovensko sceno. Če se ti spomniš, kakšno vprašanje je dobil Srečko Katanec, ne? Ker je bil on selektor. Kako je na njih odgovarjal, to se nažalost spomnim. Pa se ne gre samo za odgovarjanje. Sej Katanec je bil v tistih prvih letih tisto retoriko vsem simpatičen, razumeš, ne? Problem je samo v tem bil, kako se pol ta odnos naprej razvija in Kek pač tega tazga, zato ker je on pač uspešno postavil neke standarde in postrojil malo tudi določen segment medijske scene, pač to ne uspeva in to je na nek način, kot ti praviš PR selektor, mislim, da je to njegov velik osebni uspeh.
ki ga je dosegel s tem, da mu te ljudje niti niso postavljali nekega specifičnega, pa prevelikega izziva. Ne. Ker, Ni pa prav, da bi to jemali zdaj kot njegov problem. Ne? Veš, če je absolutno medijska ne, to je krajina njegova zmaga, to je njegova zmaga. medijska krajina nekritična, pač on deluje v določenem okolju in v tem okolju naredi najboljše pogoje Absolutno. za delovanje njegovega kolektiva. Ne? In zdaj, če njemu medijska krajina pomaga s svojo nekritičnostjo, ne bo se on zaradi tega sekiral. Ne? Točno to. Ja. Najboljše je, da smo basketaši zakuhali. Ne? Ja, ne dejansko, njega to... Zgleda Džiza za kuho. Džiza je zakuhal, Džiza je zakuhal. On je usadil, ker smo se pač pripravljali na ta podcast. Jaz sem se pač takoj spomnil tega, kako on to veš, čustveno doživlja. Ti ga tudi malo poznaš, ne? Pa se ti tudi konc koncev. Ne? On to čustveno, pa se ga vsi v bistvu poznamo. On to pač to čustveno. Kdo ne pozna Džiza, da ne ga najde. Ja, ampak on isto govori o parlamentu, o zakonih, o muski, o fuzbalu, o basketu, o komentatorju, o kolenu, vsem. Pač on je človek z zelo razdelanim mnenjem in je pač uporabil zanimivo besedno zvezo oziroma zanimiv opis za nekoga in to jaz nisem mogel verjeti, kako je šlo. To je bilo 3 dni po podcastu, že kličete me PR selektor. Zaznamovalo mislim, da je pa še enkrat v Nemčiji to rekel, ne? Da je in še potem enkrat. Ne? Jaz mislim, da to ampak jaz tudi mislim, da se je on zdaj to precej bolj lažje, lahkotno jemlje. On se je to vzel kot neke vrste kritiko, ampak hkrati v bistvu je bila to pohvala. Zbadljiv kot ko. A veš, to je, on je da strani Džize to zagotovil. Hvala, ne. A veš, to je PR selektor, Pjanigiani. Okay, oni dva itak ne veste, kdo je. Se pravi, to je človek, ki je Cedevito Olimpijo, torej košarkarski klub ljubljanski, vodil v začetku lanske sezone. On je bil PR trener. Se pravi, on je imel določen odnos z mediji, ki je šel iz nekega solidnega, ne, pač ta italijanski pridih, rad je govoril, to mu je novinarji vedno radi, ampak je pol to nazadovalo, dokler ni bil dejansko odpuščen in so ga na nek način odstavljali že par tednov, preden je uradno zapustil klub, tudi te glavni košarkarski novinarji v Sloveniji. Ne? In on je PR trener, ker on je sem govoril, nič ni pa naredil. In to je PR trener, ker ni bilo nobenega opremljivega rezultata, ki bi podprl njegove besede. Ni bilo dejanj, sem besede so bile. A je konfliktnost, pronicljivost, to, naprimer, kar poseduje Jose Mourinho, a so to komponente PR selektorja? Jaz bi rekel, da to je zelo širok koncept. Zdaj si šučelci vode, zdaj bo se hitreje bilo. Mislim, vsak je... Ali moraš ti samo lepo govoričiti in se hihitati in ho? Ne, jaz bi rekel, da ne. Ali si lahko ti... Ne, Mourinho je največji PR-ovc v zgodovini, po moje, javnih športnih oseb. Jaz bi rekel, sem, da ti obvladaš neko sceno. Ne? Zdaj, na kak način jo boš pa ti obvladal, si pa vsak posameznik lahko zbere po svoje. Ne? Mourinho ima en pristop, Guardiola ima en pristop, Kek ima tretji ampak pristop. Ampak rečeš obvladati, kaj misliš s tem? Da imaš to množico na svoji strani? Ni nujno. Ker ti ne delaš... Ali da imaš ti vse, da so vsi žarometi na tebi? Jaz gledam na to z tega vidika. Ti ne delaš za to množico, ti delaš za svojo ekipo kot trener. In ti moraš poskrbeti, da je tvoja ekipa ok in funkcionira. In kaj je Mourinho naredil? Koliko pritiska je on vzel nase? Diverzije tle, ja. Tako, veliko diverzije, veliko enega preobračanja pozornosti nanj, zato da so igralci lahko performali na igrišču in se ni toliko ubadalo, medijska srednja se ni toliko ubadala z njimi, ker je pač on na novinarski dostavu izjavil, kjer se je pol pisalo en teden. In on je človek, ki je bil pripravljen to sprejeti in hkrati znal menedžirati in voditi pogovor. To je že menedžiranje, to že ni več PR-ovstvo. Jaz bi pa rekel, da vsem pri Mourinhu se precenjuje, z komunikacijskega vidika je, ne? Koliko tega je načrtnega, pa koliko tega je impulzivno užaljenega, ker pol se je že kar vsaka njegova poteza gledala skozi to, da je to nek mastermind, ne? Je bilo pa veliko tega tudi kreganja na ravni 6-letnikov. Ne? Ampak to je znal sfurati on na način, da je... Ja, samo to mislim, da ima vse rok trajanja, ne? Ker zdaj je pa po toliko letih podobnega. Če tebe rezultati ne podprejo, lahko ti lupetaš, kar hočeš, pa ne boš nobenemu zanimiv. Ne? In dejansko si zdaj prišel tudi že v to situacijo, da v vseh nekih takih velikih športnih institucijah, za katerikoli šport že gre, so te ljudje, ki morajo to voditi kot trenerji, jaz mislim, da so itak neka naravno take persone, ker ti ne moreš množice voditi
take, še posebej ne teh nahajpanih super zvezd zdaj, ki funkcionirajo, ne moreš voditi, če nimaš neke aure, če nimaš nekega karakterja, da lahko ti tudi njih malo nateguješ, ne? In z njimi igraš neko igro, mislim, zelo psihološko kompleksno, ne? Je to, se po moje tudi te vsi veliki trenerji iz basketa, ne vem, jaz poznam primer, recimo Phila Jacksona, cel Zen Master in take stvari, verjetno so vsi primeri relativno podobni, ne? Kakšne so tle v največjih klubih z največjimi Jacksoni vloge dejansko PR-ovcev, ki so zaposleni v PR oddelku? Mislite, da je neka stresna situacija, da ima trener glavo na vseh koncih in da ga pocuka za rokav pa reče, stari, dej zdaj pa naredi neko aferico, naredi nekaj, sam da obrneš pozornost, ali da je to vse v dometu trenerjev, selektorjev, kakorkoli. Mislim, da imaš tle ljudi, ki pripravljajo scenarij, ki vidijo korak 2 naprej, ali da te frajeri čist instinktivno reagirajo. Jaz bi rekel, da bi bilo super, če bi imel take ljudi. Jih je pa malo. Ki bi razmišljali toliko naprej, pa glede na rezultat, ampak tu ni, veš, ti moraš pol, če govorimo zdaj o PR-ovcu pa trenerju, ne, to ne smeta biti osebi, ki se pogovarjata enkrat na teden, ne. To mora biti sistem dela tak, da sta ona dva redno v kontaktu, da v bistvu na nek način že podobno razmišljata, ne? In da ko trener prije do PR-ovca po tekmi, pa se zgodi poraz, ki se ne bi smel, pa je to mogoče 5., 6., 7. zaporedni poraz, da PR-ovec v bistvu ima že pripravljeno in ponudi rešitev trenerju, ne? Ampak to ni rešitev, ki bo mogoče šokirala trenerja, ker sta ona dva, ki veta, kdo pije, kdo plača in sta skladna, ne? Če pa zdaj prije PR-ovec, ki je totalno dislociran od trenerja, ne, in se z njim ne ukvarja nič in se ona dva ne pogovarjata, prije tam pa tudi težko ima besedo, ker tudi trener njemu ne zaupa. Ne, in zaupanje mora iti v eno in drugo smer. Ne. Lažje je, če imaš pač samo enega, ne, da ni to moštveni šport, ne, da je individualno. Ne. Moram reči, da sem kar malo razočaran, da smo se takole resno lotili debate. Dobro sem že message timer smo vklopili, tako da jaz sem še eno vprašanje. Jaz tudi. Eva, jaz sem probo. Ima Olimpija šanso trenutno proti Cityju? Kjera, CD-vite Olimpija? Proti Leicester City. Zasledil sem stari... Mislim, če bi igrala z 24 igralci, bi imela šanso. Jaz sem tako rekel, vesel sem, da smo se danes dobili, ker res hočem to vprašati, ker rabim eno logično razlago situacije, ki se trenutno dogaja v Manchesteru. Povem, da ste se vi to velikrat že pogovarjali, ampak pač jaz ne gledam vaših studijev, ne? Štuc, manjše plačo. Da gre to v domeno. Ne, pač kaj je najboljš, ne? Da sem mislil, da bomo danes se neki, jaz imam kle od Šmekija pogodbo pripravljena, stari, za znamki, če reče to, klele 500, če reče to, ukor pred izključitvijo, če pa reče tole, pa tožba, stari. Vse imam redi, pogodba, vse je benki. Stari, City je... Dobrja PR-ovca naš. Če bi se Premier Liga začela 1. novembra, je City zadnja ekipa. 4 osvojenimi točkami. In jaz si enostavno ne morem tega razlagati, kako je to možno, da je taka kriza nastopila v ekipi, ki se je zdela enostavno nepremagljiva. To je vprašanje za $1 milijon, ne? Ker dejansko na to vprašanje vsi iščejo odgovor in ga nobeni najdu. Tako da mi, glede na to, da smo pod pritiskom, ga bomo težko zdaj dešifrirali, ampak najbolj preprosta debata je, da po toliko letih in letih uspehov in skupnih pretečenih kilometrov, da se vsaka velika ekipa nekje zaleti v zid. In zdaj to, kar se je njim zgodilo, je kombinacija tega, da je pač res nenormalno veliko poškodovanih igralcev in kombinacija mogoče nekega tudi dokaza izjemne moči angleške lige, ne? Ker jih tle angleška liga ti ne pusti, zelo težko ti pusti, da boš ti prišel v nek lažji niz, kjer boš lahko rezultate povezal in ker si ti psihološko dotovčen, ker ti igrajo igralci mogoče, ki so na pol pripravljeni sploh zaigrati, ker ti igrajo igralci, ki so definitivno, kot kaže, zašli v neko krizo, se pravi slabši del karijere na napačni strani 30 in tako, to je mislim, da kombinacija vsega. Veš, da bi City slabo že začel sezono. Pa ja, pa bi bilo malo bolj logično. Veš kaj, začel je boljš rezultatsko, kot dejansko izgledal, ne? Sam spogledujemo, ker spogledala so se. Ker je
Mi smo se skozi pogovarjali o tem, da City že v startu ni bil tako prepričljiv, kot je bil, ampak ti kar avtomatično zaradi tega, kar se je tradicionalno dogajalo, ker pričakuješ, da se bo to začelo odvijati in ko se enkrat ni, to, kar si na začetku izpostavil, je pač nekaj, kar je nemogoče logično obrazložiti, razen da pač veš kako je, vsi ljudje, vsi veliki trenerji, ki so dal časa, recimo, ne vem, San Antonio v basketu, verjetno tak primer, ta Popovič je zgradil več velikih ekip, ne, znotraj tega. Vsi te veliki trenerji so znotraj enega svoje ere mogli, hočeš noče zgraditi več velikih ekip. Tudi ta Cityjeva ekipa je zelo različna od prve ekipe, ki jo je zgradil Guardiola, se pravi. Ti si zdaj v tem kontekstu prišel do tega, da moraš to zamenjati. Mogoče jim lahko pri Chelsea kaj svetujejo, kako zelo hitro kupa še 100 igralcev, pa se mogoče kaj zgodi. Pa se pa skristalizira, kaj je za odpad, kaj obdržiš. Tako da, vprašanje, tle City ima zdaj še ta problem te sodne zdrahe, ne, ki naj bi se počasi začela reševati februarja, marca. To bo to zelo zagotovo vplivalo na to, kako bo lahko ta problem reševal skozi manevre prestopnega roka. Ampak jaz mislim, da bo to zgodovinsko gledano ta kolaps, da se bo o tem govorilo tako še čez 10 let. Da je ena ekipa na takem nivoju prišla od tak kanal, ne vem, jaz ne pomnim. Ti zdaj skoraj pričakuješ, da City izgubi od Aston Ville ali pa od... Se je, ne, to zadnje. Mislim, ni presenečenje, spet se okej. Sej, logično, pač ne gre jim, ne? In ti nizaš poraze, ne si ti imel v januarju Chelsea, Arsenal, Liverpool, United, PSG, Newcastle, se pravi, vse najtežje tekme pride v januarju. Bojo izpadli, ne vem, a veš, grozno. Jaz mislim, da drugače, niti slučajno ne bodo izpadli. Jaz sem še mislil 2 kroga nazaj, sem rekel, ko so zgubili a so igrali z Liverpoolom. Ne vem, če točno pozabil sem. United, nabil med drugim. Takrat, ko smo bili mi v Angliji. Možno tudi. Ali mogoče je bilo 3 kroge nazaj, pa so zgubili tekom, pa se rekel, City bo prvak letos. A veš, enostavno ne verjamem, da lahko to traja v nedogled. Zdaj pa res traja že dolg. Pa sem tako, mogoče pa, kaj je res, da bi padli iz klifa, ni to nek postopen odmik od vrhunskosti. Vsi, ne, če je kdo sposoben dobiti 15 zaporednih tekem, je to City, ne. Zdaj pa tega... Zdaj je pa zgleda sposoben to izgubiti tudi. Kar je mogoče bolj zastrašujoče, kot pa to, da jih dobi 15. Ja, mislim, City ima problemov tudi sistemsko, kar nekaj, tam se mu tudi v tej vodstveni strukturi dosti stvari menjajo in bo tudi tle bojo mogli biti neke poteze prave. Ampak je z tega vidika presenetilo, da je Guardiola podaljšal pogodbo? To je bila papirna poteza. Niti ne, zato ker bi rekel, da on... To se je zgodilo še pred tem. Če želi biti klubski trener, Guardiola realno nima več kam iti, ne. Se pravi, v Real ne bo šel, ker zaradi jasne povezave, v Nemčiji nima kaj delati, Italija mislim, da v tem trenutku njega ne more pritegniti z ničesar, Anglija mislim, da ga je determinirala s tem, kar je, tako da on dejansko, kje boš ti v klubu, ki je dejansko postavljen po njegovih standardih, kaj boš dobil božga, ne. In on mislim, da se je na koncu tudi odločil malo na podlagi tega, jaz mislim, da vendarle tudi na podlagi zvestobe do projekta je, kot ste rekel, na nek način malo PR poteza, da to zadevo probaš umiriti, kar jim na koncu ni uspel, vidiš, PR-ovci niste vedno uspešni. Definitivno. In je pač zdaj to treba sperati pa zdržati. Jaz pač ne vidim njihove druge variante, da se to nekako naravno obrne, pa da probajo pač januarja dobiti nek manevrski prostor na prestopno roko, da nekaj osvežijo. Pa mislim, da pač fuzbol bo hočeš nočeš mogel iti v to, da boš to mogel imeti ogromne kadre. Ker to, kar se dogaja s poškodbami zdaj v zadnjih letih, je nenormalno. In oni bo vsi mogli nekako se tudi prilagoditi temu, kaj je trenutno pač realnost, da imaš tako poplavo tekem, da se igralci izgleda ne zdržijo toliko tega. In si videl, kaj se je Tottenhamu včeraj zgodilo. Tottenham je igral s tako postavo, da izgleda, da Liverpool vsakeč čez polovico pride, bo dal gol. Ne. In zdaj tebe lahko navdušuje taka tekma 6-3, realno je pa to komedija fuzbal. Še drugo sporočilo iz režije sem dobil, veš? Lahko tudi zadnje. Če je vaš highlight bil seveda z nogometom in Matjažem Kekom, je moj v naših AS podcastih bil uvod v epizodo številka 3-4, ne vem kaj, in sicer se je glasil:
Če smo v prejšnji epizodi dali prostor športu, ki po priljubljenosti zaostaja celo za kriketom, 3 pikice, stari. Stuttgart, München, Frankfurtu, Fold Call od mene, stari, ampak za kriket in basket, svaka čast, stari. To si pa jih, zjebu si jih, stari. Ful dobro, ful dobro to anketno bazo si izbral na Ja, prvenstvu. šel si Ljudi, ki najbolj gorečih navijačev v fuzbalu in kaj si pričakoval, da bodo rekli, ti veš, kaj je uno v basketu, uno pa ni. Stari, to pa res dobro. Jaz, ki sem zelo kolegialen tip človeka, se čutim dolžnega vam dati prostor, da se izrazite in obranite to sicer trdno tezo, ki je podkovana, podkrepljena z vredostojnimi podatki. Opozicija, izvolite. Jaz bom rekel, nogomet je in bo vedno številka 1. Tako je, stari. Koročan je dobro vzgojil otroka. In s tem je vse ok. Ti moraš samo razumeti, da povprečni košarkar na tekmo prelaufa manjka golman. Ne? Tako da mislim, da smo tle z debato zaključili. Sam še zdaj kriket 2 ali 3, kje je zdaj? Mislim, da je kriket drugi, ne? Mislim po gledanosti, ne? Indici Po priljubljenosti, ja. Jebejo. Škaj te populacijske zadeve. Mogoče nas bojo še na kakšni drugi ravni v prihodnosti. Ping-pong je recimo tudi, ne, pustimo. Ne, fuzbal je in bo številka 1. Tudi na areni sportu v resnici, ne? Glede na Koliko studijev imaš, glede na to? ja, glede na to, koliko studijev imamo v fuzbalu in koliko basketu, je pa recimo zanimivost v top 15 gledanosti arene 2024 bil, mislim, da 6-krat Dallas. Ampak ne na prvem mestu. Ampak ne na prvem mestu. To je bil pa El Clasico. In potem Maribor Vojvodina na drugem mestu. To sem bil pa, jaz sem bil Kvalifikacije Ampak poletne. jaz mislim, da to je bilo samo zaradi zelo dobrega komentatorskega para. Sta bila vidva. Dragi gledalci, gledalke, poslušalci, poslušalke, prišli smo do epiloga, ki smo ga vsi tako zelo želeli slišati. Hvala za vse v koledarskem letu 2024. Z vami bomo spet prihodnje leto. Žal nam je za danes, hvala. se pravi, čujemo. Dober.